Pa mi dovolite, da zaključim tiskovno konferenco z nečim, kar se mi zdi silno pomembno. Vrnimo se vsi skupaj v zgodovino in se spomnimo nesrečnega primera v bolnišnici Izola. Kolega, ki je iz Mehike prišel na delo v varno državo, ker v Mehiki ubijajo zdravnike, je bil na delovnem mestu ustreljen strani pacienta zaradi čakalnih vrst. In s takim načinom, kot ga imamo danes, ki ga poganjajo levi in desni, da ne govorimo o interesnih skupinah, s kričanjem na ulicah, z nesposobnostjo organiziranja normalnega civilizacijskega upisovanja k osebnim zdravnikom, z obtoževanjem manjšine zdravnikov, da so dvoživke, da koncesionarji niso del javnega, da imamo zdravstvo, ki ni po meri pacienta, pač pa dobičkonosni koncesionarski dejavnosti, z ustvarjanjem izrednih razmer strašimo ljudi. Naloga mene kot ministra in celotne vlade je, da pomirimo to. Ni potrebe. Ljudje, ki imajo zdravo pamet, ki vidijo, se zavedajo težke situacije, upam, da tudi vidijo, kdo v ozadju vse te zadeve potencira. Vsaka stavka, vsako pozivanje ljudi na ceste pomeni ekstremizem. Celotno javnost sprašujem, ali nismo imeli tega v preteklih 2 letih več kot dovolj. A sedaj, ko imamo moderno, odprto družbo, ker smo uspeli pravzaprav z neko post-covidno strategijo normalno živeti, ker se pogovarjamo, dogovarjamo, ker vlada deluje transparentno, ker imamo najboljšega predsednika vlade ever v zgodovini v Sloveniji, ker imamo 30-letno priložnost, da začnemo z reformo zdravstva, se moramo na ulici zbirati in kričati. Ni potrebno. Res si tega ne želimo in dovolite mi, da pozovem vse ljudi k zdravemu razumu. Vlada na temu dela. Še v tem mesecu imamo koalicijski vrh in če lahko zadeve uredijo po normalni poti v Mariboru, v Novem mestu, v vseh krajih v Sloveniji, se da to urediti tudi v Ljubljani.